Z vami smo astronomi z društva Zavod Kozmolab oziroma Zavoda Kozmolab in vam bomo danes pokazali, kako izgledata Saturn in Jupiter v predpremieri, torej pred veliko konjunkcijo, ki bo 21. decembra letos. Tukaj si ogledujemo zdaj trenutno sliko oziroma posnetek, ki je iz spletne strani astronomske revije Spika, na katerem lahko vidite, kako se Saturn in Jupiter medsebojno približujeta v dneh od 2. oktobra do 21. decembra, ko si bosta najbližje. Delim vam torej neposredni posnetek skozi teleskop. Vidite eno svetlo kroglico, upam, da jo vidite. Dunja, pomahaj, če je to. Zdaj, če ste malo pazljivi, kaj bi to bilo, ne? En flek, ampak če malo takole popravim, ob temule krogcu vidim tukaj eno pičico, še eno tukaj in še eno tukaj in še eno tukaj. To so 4 Galilejeve lune, ki seveda krožijo okrog Jupitra. Te lune lahko vidite že z manjšim daljnogledom, navadnim lovskim daljnogledom, seveda če ga postavite na primerno stojalo. Bom poskušal malo približati, še majčkeno povečati. Zdaj, večerna opazovanja in opazovanja, ko so nebesna telesa nizko nad obzorjem, kar še posebej velja za planete, so precej zoprna, takrat svetloba teh teles potuje skozi debelejšo plast ozračja in seveda je slika precej zmazana, temu astronomi učeno rečemo seeing, ko bom jaz skrajšal časa, vidite, tale deformiranje te kroglice, torej ploskvice Jupitra je posledica prehoda svetlobe skozi ozračje. In seveda to nam potem preprečuje, da bi lepše videli, oziroma da bi sploh videli kakšne podrobnosti na Jupitru. To ni naš namen danes, današnji namen je pokazati. Torej, tisto, kar seveda poudarim, se vidi s prostimi očmi, se pravi, oba planeta sta zdaj, tisti, ki imate jasno vreme, vidno že s prostimi očmi, z daljnogledom pa takole, se pravi, slikico malo posvetlim. Andrej, kam je potrebno pogledati, zato da se vidi? Se pravi, planeta sta na jugozahodu, torej sledita po nebu poti Sonca, kot najbrž veste, planeti krožijo oziroma se gibljejo okrog Sonca vsi po približno enaki ravnini, ki rečemo ekliptična ravnina ali ravnina ekliptike, in so pravzaprav vedno nekako v vrsti, vedno jih najdemo, če znamo poiskati ekliptiko, potem bomo znali poiskati tudi planete. Za nas na Zemlji je pa seveda ekliptika ta navidezna pot Sonca med letom. In planeta se, torej Jupiter in Saturn sta zdaj navidezno blizu Sonca in mu nekako sledita na tej navidezni dnevni poti po nebu. Enako, zdaj nagradno vprašanje, te 4 svetle lune, smo rekli, ki jih je odkril že Galileo, seveda krožijo okrog Jupitra. In kar pomeni, da čez nekaj pol ure ali pa kakšno urco bomo že opazili, da so se njihove lege, medsebojne lege,
spremenile, ne? Vidimo, torej njihove orbite vidimo nekako s strani in vse skupaj izgleda, kot da se planetu približajo, zginejo za planetom, torej za Jupitrom, pride na drugi strani ven in nazaj grejo pred ploskvico, ne, seveda odvisno od geometrije in tako naprej. In ta razporeditev se neprestano spreminja. Zdaj, če pogledate, torej, da se vrnemo k nagradnemu vprašanju, kar takole na pamet ne moramo vedeti, katera luna je katera, smo rekli, 4 so Io, Europa, Ganymed in Kalisto. Pa bomo poskušali, pustili nekaj časa, da probate ugotoviti, katera je katera. Zdaj, poskušal bom narediti tako, da bomo na ta isti posnetek, torej na tem istem posnetku, to čas ugibate, pokazali v resnici, kako sta ta dva planeta na nebu v resnici zelo, zelo blizu skupaj. Lunce se pa lepše vidijo, se pravi Ganymed, Io, Europa in Kalisto. Spet smo nazaj, zdaj vidimo tako približno, kot je videl Galileo prvič Saturna, se pravi neko razpotegnjena, eliptična zgleda, eliptičen planet, ne, nobenih kakšnih strašnih podrobnosti. Zakaj je tako razpotegnjen? Zdaj, z moderno tehniko si lahko pomagamo na sledeči način, da seveda zdaj so presvetljeno. Zdaj se pa že lepše vidi, da gre za zelo nenavaden planet, ki je seveda kroglica, v krogu, okrog njega so pa vidni kolobarji, prstani, obroči, vse razna imena imajo v slovenščini. Ne bomo jezni, če boste enega od teh uporabili. In spet smo pri realnosti, astronomski realnosti. Nimamo mi tako slabe opreme, da take neumnosti počne z Saturnom. Ozračje je tisto, ki migeta in seveda svetloba se lomi, torej zakaj migeta? Ker se svetloba, ki potuje skozi ozračje, lomi in deformira sliko, vidite, včasih lepo zagledamo te kolobarje, potem jih zvije in tako naprej. Seveda, če bi bil Saturn više nad obzorjem, pa bi bili pogoji ugodnejši, potem bi seveda ga videli bolj mirno. Torej takrat tisto, ko kdaj greste ven, pa vidite, kako zvezdice mežikajo, to je največji sovražnik astronomije. To mežikajo zaradi tega, ker so plasti ozračja se zelo vznemirjene, svetloba se v ozračju lomi in nagajati, se pravi, jasno ne moramo videti podrobnosti na planetu. Tukaj komaj lahko slutimo, da ima ta planet kolobarje. Še eno zanimivost vidite, tudi obarvanost slike se spreminja, ker je lom svetlobe v ozračju močno odvisen tudi od valovne dolžine. Gremo pa nazaj, pogledamo, krasno sta skupaj, se pravi, tukaj je naš Saturn, ki smo ga zdaj gledali, Jupiter, med njima razdalja, to se pravi razdalja, kaj zdaj to pomeni, na nebu merimo razdalje v kotih, je manj kot 1 stopinja, kaj zdaj to pomeni, za lažjo predstavo, polna luna, premer ploskvice polne lune je pol stopinje. Se pravi, tukaj vmes ne bi stlačili 2 polni luni. Dejansko, če se ozremo, tisti, ki imate jasno vreme, to naredite, in tako kot je Dunja rekla, peljte otroke tudi otrokom pokazati, boste videli, da sta planeta res zelo skupaj,
torej če stegnete roko, je razdalja med njima, stegnete roko, mezinc med njima, torej je manj kot za mezinček. Torej, menda je podobno bližnje srečanje, konjunkcija, kot rečejo astronomi temu, tako bližnje je bilo nazadnje pred 400 leti. Se pravi, v povprečju, mislim, da je, kako smo rekli, vsakih 20 let, v povprečju je taka konjunkcija, da sta Jupiter in Saturn relativno blizu skupaj na nebu, ampak tako blizu, po 400 letih, enkratna priložnost, seveda 21. bosta pa izredno blizu, takrat bo stvar zanimiva. Mi smo se pa odločili za predpremiero, ker nikoli ne veš, kako bo z vremenom decembra. Tako, zdaj lahko še enkrat, torej še enkrat pokažemo mogoče Jupiterove lune. Jupiterove lune, tukaj že vidite, kdor si je zapomnil odprej, vprašanje, so se premaknili, tisti, ki boste ustrajali z nami do 6, boste mogoče opazili, da tale Io bo se kar fino premaknil. Imamo še vprašanje, mogoče zakaj so observatoriji na velikih nadmorskih višinah? Povem jaz, ideja je v tem, da imaš nad sabo, kot vidite, kakšne težave nam ozračje povzroča. Ideja je v tem, da imaš čim manj ozračja nad svojo glavo, se pravi, da je ozračje čim bolj moteče. Druga stvar je seveda število jasnih dni, recimo obstajajo puščave Atakama in v Čilu, kjer redko dežuje, torej ogromno jasnih dni, predvsem pa visoka nadmorska višina pomeni, da imaš nad sabo manj ozračja in je slika seveda tisto, kar vidiš v vesolje, ki te zanima, lahko vidiš bolj podrobneje, brez teh motenj. Sicer zdaj bom izkoristil, sem toliko, da pogledamo tole sliko. Omenjali smo Titan, da ne boste mislili, pa hvalili smo prej Saturna, kako se še borita z Jupitrom po številu, čez 60, 70, ne vem, kako so zdaj številke strašne. Mislim, da so 76 v enem primeru, za drugega pa se tole, ker imate puščico, je Saturnova luna Titan, izredno zanimiva. Vidimo spodaj levo. Ja, zdaj, kar se torej velike nadmorske višine, se pravi, najbolje je, da imaš teleskop v vesolju, se pravi, vesoljski teleskop Hubble je v glavnem nad ozračjem in ima seveda kljub temu, da ni največji teleskop na svetu, oziroma bi rekli, da sodi med manjše, ima pa to prednost, da nima ozračja med sabo in seveda ni teh težav, ni omejen, kot se reče, ločljivost, kakšne podrobnosti lahko vidimo z njim, ni s tem omejen. Čeprav tehnologija danes omogoča tudi to, da se s tako imenovano aktivno in adaptivno optiko, če uporabim tujke, lahko kompenzira migetanje ozračja, in to kar v precejšnji meri, sploh na teh observatorijih, ki so na visokih nadmorskih višinah, in je potem se zelo približamo torej kot temu, kot da bi imeli teleskop v vesolju, pri čemer potem lahko na Zemlji naredimo mnogo večji teleskop. Vedno, ko govorijo astronomi o velikosti teleskopov, mislijo premjer zrcala, se pravi, ne zdaj njegova dolžina ali goriščna razdalja, ampak premjer, ta je tisti ključen. Zakaj? Večji kot je premjer, več svetlobe
več svetlobe tak teleskop zbere in hkrati ima tudi več podrobnosti, lahko z njim vidite. No, zdaj